Danes v Pomurskem dnevniku Mitja Orešek stopil pred sodišče. Delo na Slomškovi ulici še vedno v teku. Pridelava goričkega sira. Vlada sprejela 2 nova zakona. Vreme jutri bo jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pred senat Murskosoboškega okrožnega sodišča je včeraj ponovno stopil Mitja Orešek, ki je septembra lani z nožem vzel življenje svoji partnerki. Tokrat se pred sodiščem ni zagovarjal, podal je le pisni zagovor. Mitja Orešek tokrat svojega obraza pred sodiščem ni zakrival s kapuco kot na predobravnavnem naroku, na vprašanja sodišča pa vendarle ni odgovarjal. Sodnik je le prebral njegov zagovor in takrat je obtoženi potočil tudi nekaj solz. Zapisal je, da si je pokojna partnerka dopisovala z drugimi moškimi in da sta imela v razmerju težave. Če se dokaže v dokaznem postopku, da je ona prešuštvovala oziroma delala stvari, ki se v zakonu naj ne bi delale, se je tudi na nek način norčevala iz obtoženca. Dvojica sicer ni bila poročena, sta pa s svojima 2 otrokoma živela skupno življenje. Zaslišane priče so včeraj povedale, da jim je Orešek večkrat govoril o dopisovanju njegove partnerke z drugimi moškimi. Obtožnica mu očita, da je z varnostnimi kamerami nadzoroval pokojno, a je znanec, ki je kamere naročil, povedal, da jih je naročila žrtev za bolnega strica, ki je živel z družino. Menim, da same nastavitve kamere niso tako pomembne. Meni se zdi predvsem pomembno dejstvo, da po smrti tega strica te kamere niso bile odstranjene. Mi vsekakor nismo tega mnenja, ker danes priča, ki je povedala, da se je dejansko večinoma dopisovala z njo, glede namestitve kamer, glede nakupa kamer in ne z obtožencem. Kot je opozorila tožilka, sodni izvedenec, ki naj bi svoje mnenje o psihičnem stanju obtoženca podal na eni izmed naslednjih obravnav, ni seznanjen z izjavami prič. Tako je predlagala, da se sojenje nadaljuje šele, ko bo izvedenec celovito seznanjen s spisom. In te izjave so po mnenju tožilstva pomembne za vprašanje o tem, ali je obtoženi kaznivo dejanje storil iz ljubosumnosti, zato je bil torej danes podan ta predlog. Prav sodni izvedenec naj bi namreč podal ključno mnenje o stanju obtoženca v času storitve kaznivega dejanja, ki bi lahko dalo odgovor na vprašanje, ali je bilo dejanje načrtovano. Mi probamo dokazati, da dejanje ni bilo storjeno z kakršnemkoli naklepom. Dejanje je bilo storjeno ali v afektu, ali dejansko se je tisti trenutek odločil, zakaj se je to zgodilo. Tožilka vendarle vztraja, da je šlo za umor. V primeru priznanja, ki ga sicer na predobravnavnem naroku ni bilo, je predlagala 19 let zapora. V nadaljevanju sojenja bo predlagana še višja kazen. Moja predlagana kazen bo nekako 1/3 višja od tiste predlagane na predobravnavnem naroku. Obtoženi bo na nadaljevanje sojenja še naprej čakal v bližnjem zaporu, kamor so ga znova odvedli po včerajšnji obravnavi. V Murski Soboti že nekaj časa potekajo gradbena dela na različnih ulicah, predvsem na Slomškovi, Zvezni in Gregorčičevi ulici. Zaradi tega je posledično omejen dostop do stavb v središču mesta, pojavljajo pa se tudi težave s parkiranjem in slaba volja občanov. Soboška občina je v ta namen pojasnila, katera dela se trenutno izvajajo in kdaj predvidoma lahko pričakujemo, da bodo dela končana. Kot so pojasnili na mestni občini Murska Sobota, trenutno največ del poteka na Slomškovi ulici. Tam izvajajo izgradnjo ponikalnega polja za odvodnjavanje ulice, preureditev priključka iz Kocljeve ulice, odstranitev preostalih asfaltov vozišča ter zamenjavo nasutja voziščne konstrukcije. V decembru pa so stekla dela prenove vse komunalne infrastrukture in meteorne kanalizacije iz Slomškove ulice ter vodovod na odseku od Gregorčičeve do Slovenske z vsemi potrebnimi prevezavami. Izvedena so bila tudi zemeljska dela za potrebe cestne razsvetljave,
ter razni priključki za potrebe izgradnje poslovno-stanovanjskega objekta Zeleni dvor, ki se obeta v središču mesta. Vsa ta dela so zajemala obsežne izkopave na vozišču, zato so sčasoma še vedno potrebne tudi popolne zapore po vnaprej določenih odsekih. Pri tem voznike na občini prosijo za nekoliko razumevanja in strpnosti. Ob tem dodajajo, da bodo vsa gradbena dela predvidoma končana do konca meseca maja. Sir je v naši kulinariki nepogrešljiv. Toda ali veste, kako nastane? V sklopu projekta Zdravje v naših rokah smo obiskali kmetijo Šukar v Bodincih in pripravili kratek izobraževalni film o pridelavi mehkega sira. Pomembno dejavnost na kmetijah je v preteklosti predstavljala predelava mleka, predvsem pridelava sira. Proizvodnja sira temelji na polnovrednem mleku, ki se mu ničesar ne odvzema ali dodaja, razen kulture, torej izbrane vrste mikroorganizmov, in sirišča, encimskega pripravka, ki povzroči razgradnjo beljakovin. Mehki feta sir izdelajo tako, da sirarski kotel napolnijo z mrzlim mlekom, ki mu dodajo ustrezno kulturo. Mleko počasi segrejajo na 35 stopinj Celzija, nato vmešajo še sirišče, na kar mleko 1 minuto mešajo. Če se mleko v mlačni vodi oblikuje v kosmiče, pomeni, da se že siri. Na podlagi tega določijo čas, ko lahko maso režejo. S posebnim pripravkom najprej razrežejo maso na velikost koruze, potem pa jo še 15 minut mešajo z rokami, da se ne povrne v prvotno obliko. Z ročnim mešanjem dobijo občutek za oblikovanje sirnega zrna, ki postaje zmeraj bolj kompaktno. Ko se vsebina umiri in usede, lahko z njo napolnijo ustrezne modelčke. Modelčke napolnijo do vrha, brez da bi iztiskali, in pustijo, da odteče voda, sirotka. Tudi v kotlu ostane po polnjenju nekaj sirotke, iz katere je mogoče narediti aluminijsko skuto. Iz 10 litrov mleka tako izdelajo približno 1 kilogram sira. Sir pustijo v modelčkih najmanj 12 ur, vmes ga večkrat obrnejo, zmeraj v daljših intervalih. Dlje kot ga pustijo v modelčkih, trši postaja. Sir naslednji dan vzamejo iz modelčkov in ga nadrejo s fino mleto soljo. Potem pa sir samo še pakirajo v ustrezno embalažo in ga dajo v hladilnik. Degustacija sira običajno vključuje tudi pokušino vina, suhega sadja ali kruha. Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva ter uredbo o izvajanju evropske kohezijske politike za obdobje 2021 do 2027, ki se nanaša predvsem na naložbe za rast in delovna mesta.
Poglejmo, kaj vse prinašata nova zakona. Osnovni namen predloga zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva je zaščita rokodelskih panog in njenih nosilcev ter ohranjanje, prenašanje in razvijanje rokodelskih znanj, spretnosti in veščin kot varstvo nesnovne kulturne dediščine. Rokodelstvo je majhen, a vseeno pomemben del našega gospodarstva, če želite tudi turizma in pa slovenske nesnovne kulturne dediščine. Prav je, da povrnemo njegovo vrednost ter na nek način vse skupaj zapustimo našim potomcem, da bodo lahko se še oni ukvarjali s tem rokodelstvom. Nov zakon so uvedli predvsem iz razloga, ker doslej rokodelstvo v državi ni bilo opredeljeno kot pojem in se je na njega že nekaj časa pozabljalo. Rokodelske dejavnosti vplivajo tudi na družbeni in gospodarski razvoj ter spodbujajo medgeneracijsko povezovanje ter, upam si trditi, vplivajo tudi na slovenski turizem. Zakon o rokodelstvu zato ureja in omogoča ohranjanje ter razvoj rokodelskih znanj, spretnosti in veščin. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo podeljevala javna pooblastila za podeljevanje naziva priznani rokodelec, certificiranje rokodelskih izdelkov, seveda pa bomo z sodelovanjem s stroko in glavnimi nosilci rokodelstva bomo na ministrstvu pripravili na osnovi tega zakona tudi program za ohranjanje in razvoj rokodelstva. Program bo vključeval konkretne ukrepe, na primer zaščito izdelkov in prenos znanj, ohranjanje tradicionalnega rokodelstva, njegovo evidentiranje, dokumentiranje, promocijo, razvoj sodobnega rokodelstva, spodbujanje podjetništva na področju rokodelstva in pa seveda vse to bomo skupaj spravili in vključili v turistično ponudbo in spodbujali bomo zaposlovanje in medgeneracijsko povezovanje ter na nek način vseživljenjsko učenje na področju rokodelstva. Poleg zakona o rokodelstvu pa je vlada na seji s pomočjo ministra za kohezijo Aleksandra Jevška sprejela tudi uredbo za izvajanje kohezijske politike in določila sredstva, ki bodo pripomogla predvsem k razvoju novih naložb in posledično novih delovnih mest. Ta uredba podrobneje ureja izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v obdobju 2021-2027. Med drugim določa udeležence evropske kohezijske politike in njihove naloge od načina izbora operacij ter njihovega potrjevanja in izvajanja do izplačil in povračil v državni proračun, način preverjanj in področja komuniciranja. Gre za uredbo, ki bo veljala v obdobju med 2021 in 2027, za razliko od prejšnjih uredb za kohezijo, pa tokrat uvaja tudi nekatere novosti. Povsem nov sklad za pravičen prehod za dve premogovniški regiji, Zasavje in Savinjsko-Šaleško regijo, uvaja pa tudi pomembne poenostavitve s ciljem, da bi še bolj učinkovito in hitreje koristili evropska sredstva. Omogoča denimo poenostavljeno izvajanje finančnih inštrumentov in tehnične pomoči, administrativna preverjanja na vzorcu, možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov in poenostavitve na področju komuniciranja. Nova zakona bosta še bolj podrobno predstavljena v marcu oziroma aprilu 2023, ko bosta tudi pripravljena za uporabo. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 8 stopinj Celzija. Popoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 10, v Lendavi 8, v Radencih 7, v Murski Soboti pa 6 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodnih krajih pretežno oblačno, proti severu in vzhodu Slovenije pa bo delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v severni Sloveniji malo pod nič, najvišje dnevne od 8 do 13, na vzhodu pa vse do 15 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 0 do 1, dnevne pa od 14 do 16 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik. V ponedeljek se bo delno razjasnilo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -2 do 1,
čez dan pa od 13 do 16 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnji oddaji Pomurski dnevnik. Več informacij pa lahko najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.